Gospod Pogorelc, kako vi zdaj gledate na ta opozorila iz sodniških, tožilskih, akademskih vrst, da je pri sprejemanju zakonodaje, ki jo je napovedal predsednik vlade Robert Golob in ki naj bi zavarovale žrtve nasilja, treba paziti, da ne bo prišlo do kršitve ustave, da samo represija in to zategovanje ne bo rešilo ničesar? No, dobro večer. Jaz najprej lahko povem, da sem izjemno zaskrbljen in v bistvu res zaskrbljen, da imamo take pravnike in tudi Vrhovno sodišče in vse skupaj, ko enostavno gospe in pa gospodje vedo toliko o romski populaciji in pa problematiki oziroma kriminalu, toliko kot mogoče o samem pravu. Torej, to so ljudje, ki nimajo pojma, kako je življenje za Romi, kako je to sobivanje in kaj se pravi, kaj je dejansko, kaj pomeni dejansko tudi to, da ima človek pravico do miru, do varnosti in do nekega mirnega sobivanja. Jaz predlagam, da te gospe in pa gospode, ki smo jih sedaj slišali v prispevku, da pridejo bivati v Ribnico ali v Novo mesto ali Kočevje, kjerkoli pač si izberejo lokacijo v neposredni bližini romskega naselja in bomo zagotovili hišico, pa naj potem presojajo, ali je, bom rekel, represija, kot jo imenujo, res neupravičena in ali so komu drugemu pač kratene pravice. Kako pa gledate na včerajšnji govor predsednice države Nataše Pirc Musar, v katerem je opozorila, da vlada ne sme s predlogom zakona, s katerim naj bi povečala pooblastila policije, čezmerno poseči v človekove pravice? Še enkrat povem, očitno gospa predsednica človekove pravice jemlje samo iz romske strani. Še enkrat pa ponavljam, ljudje, ki so živeli ali z Romi v večstanovanjskih naseljih ali v neposredni bližini, njim so tratene človekove pravice, ne pa Romom, kajti to so ljudje, ki jim je država pustila praktično, da delajo vse, kar želijo in v končni fazi država s temi človekovimi pravicami brez dolžnosti jim napeljala model, kjer smo sedaj, kjer se srečujemo z orožjem, kjer se srečujemo z drogo, kjer se srečujemo z izvorom nepojasnega premoženja, kjer se srečujemo tudi z rojstvom 15-letnic. Mimogrede naj povem, da ravno pred kratkim je prišel oče v ribniški zdravstveni dom, oziroma ne oče, tast od ene 15-letnice in zahteval, da mu ne izdajo napotnico za 15-letnico, kajti njemu je to popolnoma nelogično, da pri 15 letih še nima otroka, tako da želi napotnico za preiskavo neplodnosti. Do tukaj smo pripeljali Slovenijo in vsi ti, ki govorijo vključno s predsednico države, kateri sem tudi že pojasnil, tako v njeni palači, kot tudi v Ribnici, kje je problem, ampak očitno si želimo sedaj kupiti čas, očitno želimo, da jugovzhod pozabi to problematiko in da bo, tako kot ponovadi, psi lajo, karavana pa gre dalje. Vendar tokrat opozarjam, da pa tokrat pa ne bo šlo in ne gre se za politično gonjo, gre se za to, da pač je potrebno temu kriminalu narediti konec. Ampak vi pravite, da potrebujemo ustrezno zakonodajo, ki se bo odzvala na sedanji čas, ne pa na leto 1992. Zakaj? Poglejte, cel kup imamo takih primerov, ko pač enostavno so stvari napisane kot so. Naprimer, če pogledava samo hišne preiskave. Zadnjič, ko je pokalo v Žabjeku takoj po izredni seji občinskega sveta mestne občine Novo mesto, sta pač policista, tako generalni direktor policije, kot tudi direktor policijske uprave Novo mesto, samo nemo na štengah, na stopnicah opazovala tiste posnetke, ko smo jim kazali in pač zmejevala z glavo, da pač to bo omogočala hitrejšo izvedbo racij, po domače povedano, in vseh teh ukrepov nova zakonodaja, da sedaj ne morejo narediti nič. Potem, če pogledamo ta nepojasnen izvor in tako naprej, cel kup je stvari, ko v končni fazi se res preslikamo na 1992, medtem ko, ne vem, jemljemo tudi pooblastila policistom. Policist se mora vsakič zagovarjati, če nekdo opazi kakšen nevladnik, da je prestopil pooblastila in tako naprej. Skratka, kot sama družba, že tudi tisti zakoni, ko smo jih pripravili županov leta 2022, ne delujejo več, zato ker enostavno smo v tem času dopustili, da se ta zadeva samo še širi. In če bomo tukaj popustili, verjemite, da se bo ta gonja oziroma ta problem, ta kriminal samo še razširil. Ampak
Kaj se je tako spremenilo v romskih naseljih od leta 1992 do zdaj, ne, da vi zdaj pravite, ne, potrebuje policija večja pooblastila? Veste, včasih so Romi hodili od hiše do hiše po vaseh in prosili za kakšen kos mesa, za kakšno obleko in tako naprej. Danes, ko jim prineseš v vrečah obleke oprane, zlikane, da boš dal otrokom, to leži vse povprek. Pa ne govorim samo o oblekah. Danes ni več vrednota neka majhna stvar. Danes je samo še vrednota to, da pač enostavno po nekem hitrem in pa nekorektnem, nepravilnem zaslužku in pa izigravanje zakonodaje, ki smo jo pripeljali s tem, da so pač s temi socialnimi transferji tudi nedotakljivi. Še en primer bi rad povedal tukaj, ki imam danes priložnost. Ravno danes sem dobil iz komunale Ribnica sliko, kako je Rom prišel na delo, se pravi, je prišel prestajati oziroma je dobil delo v splošno korist in ga bo opravljal na sami komunali v Ribnici. Pripeljal pa se je, se pravi, to pridejo ponavadi ljudje, ki nimajo pač gotovine, da bi odslužili kazen, pripeljal pa se je s Porsche Maseratijem. Povejte mi, kaj se bo vaše zgodilo, ne, če ne bo prišlo do povečanja policijskih pooblastil, ko gre recimo za streljanje, odkrivanje orožja in nevarnih predmetov, ne? In vseeno, ne, kaj pravite na pomisleke, a ne, da pa ne smemo nesorazmerno poseči v človekove pravice, ne, in ves čas se govori, ne, morate se zavedati, ne, da ta spremenjena zakonodaja ne bo veljala samo za Rome, ampak za vse državljane Slovenije. Absolutno želimo, da je zakon... Imate vi problem, če bo to, ne vem, delovalo za vse državljane Slovenije? Ne, popolnoma ga nimamo in verjamem, da vse državljanke in državljani si želijo nekega reda, ki ga pač sedaj ni. Sedaj je več kot očitno, da sodišče predolgo producira za nek nalog o hišni preiskavi. Dvomim oziroma sum se pojavlja tudi to, da najbrž Romi že predhodno dobijo tudi informacije, da bo hišna preiskava, torej je nekako tako zgleda, kot bi midva dobila obisk domov, neke obiske, pa bi rekli, zdaj pa posesajmo hišo, da bodo obiski prišli na čisto. Nekaj takega se najbrž dogaja tudi pri nas, kajti, kot ste videli, tudi splen zadnjič v Žabjeku, ko so našli eno plinsko pištolo in pa še nekaj par takih mehkih pirotehničnih izdelkov, dvomim, da je to tisto, ki je res realno. Najlepša hvala za tale pojasnila. Hvala vam.